Zdi se mi, da o odhajajočem predsedniku Pahorju zadnje tedne poročamo več, kot smo cel drug mandat. Tokrat ne zato, ker bi bil ta teden v egiptovskem Šarm el Šejku na počitnicah, pač pa je na podnebni konferenci. Tudi pri naslednjem domačem zapletu gre na nek način za segrevanje, ne globalno, ampak lokalno segrevanje. Bi se Borut Pahor lahko vrnil nazaj na čelo stranke SD? Pahor iz stranke ni nikoli izstopil. Ob izvolitvi za predsednika države pred 10 leti je članstvo v stranki le zamrznil. Ja, Borut Pahor naj bi po koncu mandata odmrznil članstvo v SD. Zdaj, a se vi spomnite tistega filma, v katerem se je Sylvester Stallone odmrznil? A? In je šlo vse v luft. Če se odmrzne Pahor, bo v luft šla pa samo Tanja Fajon. Drži pa, da se marsikdaj nismo strinjali z njim, da sem sama to tudi večkrat javno povedala, ko je bilo potrebno, in da so imela tudi midva kar nekaj bolj zahtevnih obdobij. Čakaj malo, bolj zahtevna obdobja, manj medsebojnega razumevanja? Ona govori o nekdanjem predsedniku stranke ali o nekdanjem fantu? Jaz sem tudi nekaj podobnega slišal od bivše, pa pol ni bilo več nobene šanse, da bi odmrznil članstvo. Čeprav v bistvu je ona tista, ki je postala ledena. Kakorkoli, naši neuradni viri blizu stranki SD špekulirajo, da se Tanja Fajon predvsem boji, da bi v Pahorjevi ponovni včlanitvi ne več imela najboljših nog v stranki. Zdaj ne vem, kaj vi pravite? Kere zmagajo? Meni so tudi Pahorjeve seksi, ne moram pomagati. Nekoliko drugačno diagnozo stanja pa ima znani politični analitik. Ocenjujem strani gospoda Pahorja kot mačkan lumpasto. Jaz mislim, da je že davno prerastel to stranko. Lumpasto, to je ta moment najboljša analiza Pahorjevega početja, kar sem jih slišal do zdaj. Vse, po čemer si ga bomo zapomnili, strnjeno v eno besedo. Nisem pa prepričan, da je Borut Pahor prerasel karkoli, tako kot je dejal. Ker bom povedal zakaj. Ker da nekaj preraseš, moraš najprej dorast. Dajte samo pomisliti na njegova druženja v predsedniški palači, se spomnite? To zdaj ne bova. A nam lahko zaupaš, kaj si vprašal predsednika? Državna skrivnost. Državna skrivnost, nam lahko saj namigneš? Povezano je s slovensko obalo. Vprašal pa je, če imam kaj konjaka v pisavi. Wow. Če so vam bili dnevi odprtih vrat všeč ali ste se jih celo redno udeleževali, bodite zelo pozorni, koga boste v nedeljo volili. Večkrat sem povedala, da je prav, da je predsedniška palača odprta, ampak ne kot neka turistična atrakcija. Imela bom dneve odprtih vrat, ampak to se vam je zdelo v zadnjem vsebino. času, ko govorite o turistični atrakciji, da je šlo predaleč? Da. Ja, če bo predsednica Nataša Pirc Musar, je ena stvar jasna. Ona svojega konjaka ne bo delila. Te zabave je očitno konc. In kaj napoveduje njen protikandidat? Mislim, da je to zelo hvalevredna iniciativa. Sam bom vedno prisoten in se tudi pogovoril z ljudmi, ker mislim, da je to ta neposredni stik in jaz sem večkrat opazoval ljudi, ki so prihajali iz predsedniške palače, mislim, da je imel zadnjo en teden ali 2 tedna nazaj, da so bili res veseli, s tistimi zastavcami so odšli in mislim, da je to tudi za njih nepozabna izkušnja. Torej, če želite še naprej uganjati norčije, pri predsedniku je Anže Logar vaša naravna izbira. Dajmo pogledati še eno vprašanje povezano z veseljačenjem. Vprašanje za oba, sta že poskusila katerokoli drogo, mehkejšo, tršo, da ali ne? Ne. Da. Gospod Logar, ste za legalizacijo drog? Drog ne. Drog ne? Kako lahko razumemo to? Kje postavite mejo? Ja, se pravi, ne vem, če govoriva o marihuani? Ne bi bil posebej proti. Kdo bi si mislil, da je gospa Pirc Musar tako zadrgnjena, gospod Logar pa tako svobodnega duha? A je njegov šef to vedel? Se mi zdi, da ima podobne poglede ena druga stranka. Kadiš marihuano? Jo, sem pa tja. Jo, Levica podpira legalizacijo? Ja, absolutno. Ja. A vi zdaj vidite, kako je zapletena politika? Jaz bi še včeraj stavil, da je Pirc Musar tista, ki je kdaj v mladih letih zvila kakšen joint, ne pa prekaljeni SDS-ovc Logar. In koga naj zdaj, logično, koga naj zdaj volijo pristaši Levice? So pa
So pa naključni anketirani volivci v Planetovem soočenju izpostavili še nekatere dileme. Če se ji zdi, da sprememba spola kaj spremeni pri vlogi predsednika? A vi ste štekali to? Ker to je bilo zame težko vprašanje. Se pravi kaj, če bi bil Pahor kaj drugačen predsednik, če bi spremenil spol? Po moje ne bi v skliku miške male, ampak miškoni mali. Po moje. Ne vem. Z izjemo gospoda, ki ga zanima predsedniška sprememba spola, pa so bili anketiranci že precej trdno odločeni, kako bodo v nedeljo volili. Ja, jaz bom šel na volitve zato, da ne bojo mojega listka zlorabili. Kaj bom pa naredil, pa še ne vem. Noben ni v redu. Nič, vseeno mi je, kdo je. Meni bi bilo tudi pri teh letih. Kot sem rekel, trdno so odločeni, da ne gredo na volitve, razen gospoda, ki misli, da bo njegovo glasovnico drugače zlorabili. Kje te ljudje dobijo take ideje? Kje? Je pa drugi krog predsedniških volitev v minulih dneh precej zasenčil val nasilja na ljubljanskih ulicah. Po napadu na poslanca Branka Grimsa, ki ga je neznanec porinil po stopnicah, ki vodijo v garažo, so v SDS pripravili naslednji predlog. In tudi naslovila zahtevo, da se vse poslance varuje na poti od državnega zbora do parkirnega mesta oziroma do garažne hiše in obratno. Poslance bi torej na poti iz parlamenta v garažo spremljali varnostniki. Na prvi pogled smiselno, ampak kaj, če gre kdo spotoma še, ne vem, na kavo, po nakupih? Ali vem, če se spomnite tistega poslanca, ki je nasprot parlamenta iskal seks v troje? Mislim, če bi bil zraven še varnostnik, bi bilo to malo čudno, predvsem pa ne bi bil več trojček, ne? Kakorkoli interese za varnostnike v drugih strankah ni bilo, zato so v SDS neuradno že pripravili dopolnitev predloga. Poslance bi na poti v garažo varovali le, če izpolnjujejo določene pogoje. Prvič, da so moški, drugič, da so stari 60 in tretjič, da jim je ime Branko. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.